Ja, hvala lepa za prijazne besede, prijazno predstavitev. Zelo sem vesel tudi tega, da pravzaprav moj referat sledi referatu Kozme Ahačiča, ker je pravzaprav to neka prava podlaga, nujna podlaga za razumevanje tega, o čemer mislim sam govoriti. Jaz bom na podobne probleme pogledal z nekoliko drugačne perspektive, morda tudi nekoliko poznejše perspektive. In pravzaprav začeli bomo z razmislekom o konceptu očeta naroda in nacionalnega pesnika. Namreč gre za dva koncepta, ki se pojavita pravzaprav zlasti v povezavi z nacionalnimi gibanji in kulturnim nacionalizmom. In pri številnih narodnih gibanjih pravzaprav lahko opazimo, da nekako se pojavijo posamezniki, ki zapolnijo, bi rekel, te funkcije, se pravi, tudi druga nacionalna gibanja imajo svoje očete naroda, svoje nacionalne pesnike. No in za začetek pravzaprav te moje študije bi želel, da si ogledamo, seveda kakšno je razmerje pravzaprav med tema figurama, morda ne samo pri nas, ampak tudi v drugih kulturah, se pravi tu. V slovenskem primeru imamo očeta naroda Blajvajsa, na drugi strani nacionalnega pesnika Prešerna. Lahko pogledamo pa recimo k bratskim Čehom, kjer bi bila primerljivi figuri zgodovinar in politik František Palacki in pa nacionalni pesnik Karel Hinek Maha. Oba so tudi dokaj intenzivno nazivali recimo s tem imenom. Seveda pa ne gre zgolj za Srednjo Evropo, pravzaprav iste koncepte, seveda, ker vemo, da je bil nacionalizem pravzaprav panevropski pojav. Najdemo tudi na oddaljeni Islandiji, imamo očeta naroda na levi, to je politik in intelektualec Jon Sigurdsson, na drugi strani nacionalni pesnik Jonas Hallgrímsson. Seveda, izhodiščno je mogoče vprašanje mojega premisleka je to, kakšno pravzaprav je razmerje med dvema kultoma, namreč jasno, nacionalna gibanja po smrti zlasti slavijo svoje junake, slavijo svoje očete, slavijo svoje nacionalne pesnike. No in moje neko vprašanje je bilo to, kaj zdaj nekako jasna stvar je verjetno, da kult Prešerna in kult Blajvajsa v slovenskem primeru nista identična, mislim, nista enakovredna. In če pogledamo, kaj se je dogajalo drugod, dobimo seveda takole sliko nekako. Tu vidimo, najprej poglejmo na Islandijo, imamo Jonasa Hallgrímssona, se pravi 1908 postavljajo velik spomenik v mestu, potem se še seveda dogajajo stvari, se dogaja repatriacija njegovih posmrtnih ostankov iz Danske v Islandijo in tako dalje. Ta kult nekako živi, pač po tipičnih vzorcih, bi rekel, komemorativnih kultov 19. stoletja. Ampak, če pogledamo nekoliko kasnejši razvoj, pa vidimo recimo, da je Sigurdsson, se pravi oče naroda, nekako zasede njegov spomenik prestižno lokacijo v samem centru Reykjavika nasproti parlamenta, medtem ko kip nacionalnega pesnika, ki je bil sicer postavljen nekoliko prej iz političnih razlogov, roma potem iz mesta ven v nek park, recimo, če si predstavljamo, kot bi recimo Prešernov spomenik postavili v Tivoli ali kaj podobnega. Podobna zadeva seveda tudi s češkim nacionalnim pesnikom, ki že tako rekoč od druge polovice 19. stoletja zelo izrazit kult doživlja na Češkem, ki vrhunec doseže pravzaprav zelo pozno, leta 40 spet s prekopom posmrtnih ostankov. Pa vendarle ne, če pogledamo seveda, bi rekel, to materialno realizacijo na koncu današnje stanje, vidimo trg Palackega s tem monumentalnim spomenikom, in na drugi strani Mahov spomenik spet v parku. Oba spomenika sta bila sicer postavljena približno v istem času, se pravi ob koncu Habsburške monarhije, ko so Čehi začeli postavljati svoje velike spomenike, pa vendarle se zdi nekako pravzaprav ta zadeva morda nekoliko v prid
seveda očeta naroda. Palacki, tudi sicer sta Palacki in Bleiweiss v marsičem precej primerljivi figuri. No, zelo na kratko, seveda, ker jasno Bleiweiss ni Kossuth, pa vendarle, Madžari imajo seveda figuro, ki je deloma primerljiva, sicer jo ne imenujejo oče naroda, ampak kar se mi zdi zanimivo tu je, da pravzaprav nacionalni pesnik Šandor Petofi pristane na levi strani, če vidimo, zgolj kot ena spodaj stoječih figur v tej konfiguraciji. Čeprav ima v Budimpešti seveda tudi velik spomenik in je bil njegov kult izrazito močan, oziroma dober primer, bi rekel, kulta nacionalnega pesnika. Izraelci seveda spet nekoliko neprimerljiva situacija, ampak tu vidimo očeta naroda in recimo figuro nekako ekvivalentno ustrezno, se pravi Herzla in Bjalika, nacionalnega pesnika, ki se gledata na eni in isti znamki nekako eden proti drugemu v nekem ravnovesju. Kako je s tem pri nas? Dobro vemo, da morda je to eden vrhuncev Prešernovega kulta, postavitev spomenika v Ljubljani, ki je pravzaprav res izjemna nacionalna manifestacija. Bleiweissov kult pa se pravzaprav začne že nekoliko prej. Tu še ne moramo govoriti o kultu, seveda to je zgolj 20-letnica novic in ta, bi rekel, simbolni objekt za alegorijo Slovenije, srebrni tintnik. O pravem kultu pa lahko govorimo, seveda pa že leta 1978, ta obletnica je bila že večkrat omenjena, vse te zadeve, Baklada, 15.000 ljudi, tako da tega ne bomo seveda v podrobnostih obravnavali, ker je bilo res že večkrat omenjeno. Vsekakor pa je to prvi primer, ko lahko govorimo pravzaprav o kultu osebnosti še živečega slovenskega političnega voditelja. To je nekaj novega, najbrž za slovenski prostor. Torej, vsekakor lahko rečemo, da nastavki za Bleiweissov kult, to je program pesec leta 1878, se pravi vidimo Vodnik na eni strani, potem Bleiweiss, potem Prešeren, to so pravzaprav glavne prireditve, se pravi komemoracija pesnikov in potem vmes Bleiweiss. No, tale dokument je posebej zanimiv, hranimo ga v Mestnem muzeju, to je tisti slavni Lovarjev venec. Tu imamo seznam, mogoče bo ta seznam uporaben kdaj za kakšno revizijo, bi rekel, nacionalnega gibanja z feminističnega vidika, ker to so te narodne dame, ki so verjetno tudi sofinancirale te Lovarjeve lističe. Potem imamo tu še en mali dokaz za recimo nastavke kulta, to je v tem kipcu sicer nisem uspel zvedeti kaj več, je pa res, da je kipar Zajec v tem času začel pravzaprav proizvajati figurice znamenitih Slovencev, verjetno s tem uspel tudi kaj malega zaslužiti. Vsekakor leta 1909 se mi zdi, da Bleiweiss še nekako ni povsem pokopan. To je se pravi v zvezi najbrž s stoletnico, ampak vsekakor pa današnje stanje, o čemer smo pa tudi že govorili, pa seveda je jasno priča o tem, da pač oče naroda pri nas v zgodovinskem spominu nekako ni enakovredna figura nacionalnemu pesniku Prešernu in mene jasno zanima, zakaj je temu tako, če vidimo seveda, to je še en dokaz recimo tega, bi rekel, velikega primata Prešerna, to so spomeniki in poimenovanja, ki so pravzaprav posvečeni Prešernu v slovenskem prostoru in seveda Prešeren nima nobenega tekmica v tem pogledu, ne v politiki, ne v gospodarstvu, ne kjerkoli drugje. Zakaj je pravzaprav tako? En del razlogov se je meni pokazal ravno skozi pisanje te knjige, ki je bila že omenjena, Prešeren po Prešernu. Jaz sem v knjigi pravzaprav nekako korak za korakom skušal razkrivati, da je Prešernov kult tisti, ki je na nek način odstranjeval vse tekmece, ne samo Koseskega, Vodnika in tako dalje, ampak tudi Bleiweissa kot politično figuro. Kot je bilo že rečeno, so imeli tu ključno vlogo mladoslovenci, to je vse Kozma že zelo dobro pojasnil. In seveda Koseski, avtor te
te pesmi, ki je bila seveda tudi že večkrat omenjena, tako da gremo dalje. No, ključ seveda se pa skriva zelo verjetno v Levstiku in v Levstikovih številnih konfliktih z Bleiweisom, ki so mogoče, se najbolj zgoščajo, se pravi, začnejo se ob tej polemiki, ob napakah slovenskega pisanja, potem z afero nemškega časopisa Triglav, potem z afero Vodnikovih rokopisov, vprašanjem profesionalnega tajništva Matice, kjer je pravzaprav Levstik skušal pač dobiti to službo, in nekako krivda za to je bila pa potem kasneje pripisana Bleiweisu, čeprav to zelo verjetno sploh ne drži. In seveda to bi rekel nasprotje med Levstikom in Bleiweisom, ki je potem rezultiralo v kritikah in recimo ovadbah Bleiweisa, ki jih je Levstik seveda lansiral ob različnih priložnostih, še zlasti manj formalnih, ker Levstik pravzaprav ni veliko negativnega napisal o Bleiweisu, zlasti pa ne objavil. Se pravi, poglejmo si, se pravi, tole zanimivo branje, kaj pravi Levstik o Bleiweisu? Tukaj bomo najbrž se znašli precej presenečeni, to je tekst Levstika o Bleiweisu, ki pa se bere kot panegerik, nikakor ne kot kritika, zasluge za slovenstvo, kolikršnih nima nihče med našimi slavnimi možmi in tako naprej. Celo Koseskega hvali. Zanimiva stvar. Dalje. Modrost, s katero so novice prvič bile na svetlo izpravljene in tako naprej, kako jih je krmaril v burjah nevarnih časov. To je znano celo njegovim največjim sovražnikom in spis se sklene, slava torej slovenskemu prvaku. Zdaj v čem, kaj ne naredimo s tem tekstom? Sedaj ta tekst ni bil objavljen, to da Levstik ga je nameraval verjetno tudi objaviti, ampak vsekakor prebrati na tisti slavnosti ob 20-letnici. In kaj se je zgodilo? Enostavno šlo je za minimalen spor o neko brezpomembno pravzaprav lektoriranje v novicah, si je privoščil Bleiweis ali kdo drug, in Levstika je to tako razkačilo, da je seveda to zadevo umaknil, govora ni prebral in tako dalje. Se pravi, ta zadeva pravzaprav bolj priča o Levstikovem karakterju, ki je pa verjetno tudi do neke mere ključ za razumevanje tega problema. Ker če se zdaj vrnemo nazaj v leto 58, napake slovenskega pisanja, lahko preberemo točno mesto, ki je Levstika seveda posebej zbodlo, in to je ena od Bleiweisovih famoznih opomb pod črto. Se pravi, tu Levstika, ki trdi, da je treba razvijati kritiko, Bleiweis posede za mizo in mu reče, naj raje piše, kot pa kritizira, seveda. To je, iz tega se je razvila potem ena od polemik, ki so potem se še nadaljevale. Levstik takole odgovarja Bleiweisu in vidimo, da Levstik pravzaprav zelo hitro zdrsne pravzaprav na osebni nivo. Da nima pravega okusa, se mu ne sme verjeti, kar on sodi v tej ali oni slovstveni reči. To je pravzaprav... Aha, mi zmanjkuje časa? Ja, bomo vseeno skušali tole zadevo pripeljati nekako do konca. Se pravi, vidimo osebni nivo, kdo bi vas imenoval prvaka in tako naprej, če bi bili na nemškem, potem imate gorko peč za hrbtom in tako dalje. Tole smo že videli, žaganje Koseskega, v bistvu s prikritim nekako namenom diskvalifikacije Bleiweisa. Seveda ta izdaja Prešerna je bila tudi pomembna v tem kontekstu. To so pravzaprav dokaj benigni, kar se dogaja v 70-ih, so dokaj benigni napadi na Bleiweisa. Mladoslovenci se niso zares upali udariti po Bleiweisu. Tole blago ironično in tako dalje, pasji pogovori, dunajski soneti, tukaj vidimo le nekaj odlomkov, se pravi zgolj blago norčevanje iz te Bleiweisove, bi rekel, mogočnosti in samodržstva, kot so pozneje govorili. Jasno, leta 1880 je Bleiweis še slavljen junak in tako dalje, celo prvak mladoslovencev mu priznava izjemne zasluge in tule v tem zborniku pravzaprav so omenjene meje, preko katerih ni mogel Bleiweis koračiti,
ampak šele potem pravzaprav se pa začne nekako, se začnejo pojavljati precej bolj negativne sodbe. Tukaj že vidimo pri Lončarju in tu zdaj z odebeljenim tiskom vidimo pač mesta, ki so tipična potem za poznejši diskurs o Bleiweissu, kostenelost, asketstvo, samoljubje, diktatura, konzervativnost, izmaknil se mu je napredek in tako dalje. Najbolj besen napad na Bleiweissa, ki sem ga pa uspel zaslediti, je pa Žigonova razprava v Ljubljanskem zvonu leta 1920 in sicer tu beremo: hladen, oprezen komaček, neizprosen, brezobzirno trd, železno vztrajanje in tako dalje, koruptiven, trava več ne raste, to je pravzaprav, to je tukaj spet neka zgodba zadaj, nasilnost, zadrževanje razvoja, pečat zločestega duha, ki od njega še danes bolehamo, in to je pravzaprav hudodelstvo Bleiweissovo. Celo uvedel je korupcijo v Slovenijo, če še tega niste vedeli. Se pravi, nevaren polip se je obesil o Prešerna in problem mnogih je ravno ta odnos do Prešerna, kjer pravzaprav kot vidimo, s kakšnimi občutki ga obklada Žigon, to je popolnoma noro. Vrhunec mogoče doseže v opaski, da Bleiweiss nima pojma niti o svoji matični živinozdravniški stroki, kar je res abotna obtožba. Sicer je pa do smrti ostal kmetavs, ob primitivnem znanju sodil brez skrupuloznosti in tako dalje. To je pravzaprav vrhunec obračuna. Vidimo tukaj še precej ubogo idej, hladen špekulant, izrazit egoist, vse druge overal in tako dalje, od vlade podkupljen, od Konrada plačan. Mislim, to je res sovražni govor, pravzaprav, in pravzaprav še, tega je še, to je res zanimivo branje. Simptomatično pa je seveda to, da je pravzaprav, da vedno je bran Bleiweiss v paru s Prešernom in Prešern ima vedno prav, medtem ko se Bleiweiss vedno moti. Čeprav dejstva govorijo včasih proti temu in sicer je seveda corpus delicti tole Bleiweissovo pismo, takrat je bilo objavljeno, mislim, da je 60 let, ne vem zdaj le točno, ampak to je zasebno pismo, kjer pravzaprav Bleiweiss pove, da je Prešerna skušal navdušiti za idejo o uvedbi slovenščine v uradni jezik, ampak nad tem Prešern ni bil navdušen. To je pa seveda Prešernoslovce motilo, ker je bilo nemogoče to uskladiti s to črno-belo podobo in tako dalje. Ampak to je spet poseben predmet. No, in celo prijatelj, seveda, ki sebe vidi kot zelo objektivnega, pravzaprav reproducira te vzorce. Mi date še 2 minuti, ker se mi zdi, da se bližamo. Hvala. Saj smo zelo blizu. No, se pravi, prijateljeva sodba se mi zdi, da je pa izredno pomembna, ker pravzaprav ta način razmišljanja o Bleiweissu najdemo še danes in recimo privede tudi do tega, da v prvem geslu o Bleiweissu govorimo o krivdi, kar se mi zdi nenavaden pojem za biografski leksikon. To se potem še nadaljuje, seveda Janez Logar Levstik v boju s prvaki. No, in kar bi pa jaz, in to seveda s Peransa smo tudi že citirali, ampak kar želim jaz zelo poudariti, je pa to, da seveda je res, da je Kardelj oziroma slovenski komunisti potem seveda, da so to podobo povzeli in tudi zacementirali najbrž skozi izobraževalni sistem, to je gotovo res. Je pa res tudi to, da je niso sami proizvedli, ampak so jo pravzaprav že prevzeli od predhodnikov. To se mi zdi zelo pomembno, ker se mi zdi, da ni korektno, da rečemo, da so Bleiweissa recimo potopili komunisti. To se mi zdi preveč poenostavljena zadeva. Bleiweiss je bil že potopljen pred tem in zdi se mi pomembno, no, jaz sem to nekako metaforično pravzaprav povzel z mislijo, da Očetomor je bil že opravljen in komunisti so bili kvečjemu gostje na Bleiweissovi sedmini, recimo.
No, kar je značilno, seveda tudi Kardelj ob Bleiweisu ves čas omenja Prešerna kot antipod, se pravi, imamo Prešernovski model in Bleiweisovski model razvoja slovenske družbe in seveda pravilanje Prešernov in tako dalje. Za konec rehabilitacija Bleiweisa se je začela dogajati, zlasti v slovenskem zgodovinopisju. Vključen je bil že tale zbornik iz leta 1983, kjer pravzaprav smo ugotovili, recimo, da je pravzaprav literarna zgodovina bila tista, ki je Bleiweisa najbolj omadeževala, da je oboževanje Prešerna in Levstika nekoliko zameglilo pogled. In seveda, da ne smemo soditi Bleiweisa zgolj po mnenju njegovih sodobnikov. Do sprememb pa bo verjetno prišlo šele takrat, ko bodo začele Bleiweisa študirati tudi tiste stroke, ki so ga najbolj omadeževale, to pravi Stana Granda v recenziji tega istega zbornika. No, zdi se mi, da se je pa na to pot podal že Igor Grdina v tej razpravi. Zdi se mi, da pač smo na tej poti, da pač uskladimo Bleiweisovo podobo z dejstvi. Gotovo pa ne moramo seveda Bleiweisa več kanonizirati, ker pač to na ta način, kot so počela narodna gibanja v 19. in 20. stoletju, ni več možno. Lahko si zgolj ogledamo tale osnutek za Bleiweisa spomenik, ki seveda nikoli ni bil realiziran. Jaz sem celo upal, da bomo danes morda lahko ga dobili tukaj na mizo, ker se nahaja v Mestnem muzeju Ljubljana. Hvala lepa za pozornost.